Skupna nacionalna konferenca projektov Gradim zdravo, Zdravi na kvadrat 2 in Trikrat zdravo z naslovom Promocija zdravja na delovnem mestu za preprečevanje mišično-kostnih obolenj v gradbeni, kovinski in ostalih predelovalnih dejavnostih je v organizaciji GZS, Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, potekala 19. oktobra 2016 na Gospodarski zbornici Slovenije. Zelo pozdravljam sodelovanje tako sindikatov kot naše strani v nameri, da izboljšamo ne samo pogoje, ampak tudi osveščenost vseh deležnikov v delovnem procesu in seveda apeliram na odgovorne v slovenskem zdravstvenem sistemu, da preventivi osveščenju namenijo še več pozornosti, kajti le tako bomo na koncu imeli stabilno socialno okolje, zadovoljne in tudi zdrave prebivalce. Skrb za zdravje zaposlenih in spodbujanje zdravega življenjskega sloga naj bi bil eden izmed temeljnih ciljev vsakega delodajalca. Projekti Gradim zdravo, GZS, Združenja gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije in Zbornice varnosti in zdravja pri delu, Zdravi na kvadrat 2, GZS, Združenja kemijske industrije ob strokovni podpori Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Trikrat zdravo, GZS, Združenja kovinske industrije promovirajo, spodbujajo in pomagajo pri prizadevanjih za dobro zdravje in počutje na delovnem mestu. Promocija zdravja na delovnem mestu je seveda aktivnost, ki je usmerjena v ukrepe za vzdrževanje neke kondicije in izboljšanje zdravstvenega in duševnega zdravja delavcev. In zagotovo je to nekaj, kar je v sklopu preventive tudi cilj Zavoda za zdravstveno zavarovanje in seveda nas kot predstavnikov delodajalcev v organih upravljanja. Zato si leta prizadevamo že za te projekte, ki so dali učinke v preteklih letih. Kakor vidimo, se absentizem zaradi bolniške odsotnosti v zasebnem sektorju zmanjšuje in takšen cilj imamo tudi naprej. Nadaljevati s temi projekti, osveščati, informirati in zagotavljati boljše delovno okolje, delovne pogoje zaposlenim. Demografija je jasna in vsi znaki kažejo na to, da bomo delali dlje, se pravi, da se bo populacija delovno aktivna še starala, kar bo zahtevalo še dodatno ukrepitev in delo z ljudmi, da bodo v ustrezni zdravstveni kondiciji lahko opravljali to, kar se od njih pričakuje. Demografske spremembe so na nek način prisotne v vsem razvitem svetu, tudi v našem okolju, kar na nek način pomeni več potreb po zdravljenju, daljše tudi bolniške odsotnosti, tako da smo poskušali nekako aktivno pristopiti k reševanju. Na področju varstva pri delu bomo še naprej vlagali v preventivo, v promocijo zdravja na delovnem mestu, tako da upravni odbor, ki je v sredo sprejemal finančni načrt za naslednje leto, je tudi za naslednji 2 leti namenil določena sredstva, ki jih bomo dajali združenjem, zbornicam, da bi pač v svojem okolju uredili čim bolj zdravo delovno mesto, da bi na nek način poskrbeli, da tudi delavci začutijo, da je njihova odgovornost in njihova skrb za lastno zdravje še kako pomembna, pa seveda tudi odgovornost delodajalcev. Želeli bi, da počasi na nek način spremenimo razmišljanje, kaj moramo narediti zaradi zakonodaje na tem področju, v kaj hočemo narediti. Ker če bomo ta preboj dosegli, potem verjamem, da bo obolevnosti nekoliko manj, pa več skrbi za zdravo, veselo in tudi produktivno življenje. Trudimo se predvsem v tej smeri, da zaposleni sami ugotovi, da je skrb za zdravje pomembna vrednota, ki jo morajo predvsem sami zastopati na delovnem mestu. Mi vemo, da je seveda marsikaj odvisno od delodajalcev, pogoji dela, odnosi med sodelavci, vse to je pomembno. Organizacija dela, stres, ampak svoj prispevek, pomemben prispevek lahko da vsak zaposlen.
za skrbjo, da ve, da je gibanje, zdrava prehrana, obvladovanje stresa pomembno ne samo zaradi neke odsotnosti od dela, zaradi bolniške, ampak zaradi kvalitete življenja, da je to pomembno tudi zaradi starosti, kaj ti lahko, če si zdrav, delaš dlje, živiš bolje. Ja, pomembno vlogo imamo tudi sindikati pri ozaveščanju delavcev, da stori tisto, kar lahko tudi sami in naj ne čakajo vse samo na delodajalce. Danes se čedalje več delodajalcev zaveda, da telesne aktivnosti, izboljšanje prehranjevalnih navad, zmanjšanje stresa na delovnem mestu, težnja k boljšim medsebojnim odnosom in boljši komunikaciji med zaposlenimi pripomorejo k povečanju zadovoljstva zaposlenih in s tem k večji storilnosti ter zmanjšanju absentizma. Po obiskih, ki smo imeli v naših podjetjih, lahko rečemo, da se naša podjetja tega področja lotevajo zelo zavzeto. To nas veseli, torej mislim, da se nekje dviguje nivo skrbi za zdravje tako pri delodajalcih in delojemalcih, ker to je proces, ki poteka skupaj. Še posebej je pa značilno to, da so podjetja začela skrbeti tudi za to, kako ljudje skrbijo za zdravje potem, ko grejo z delovnega mesta. Namreč statistike kažejo, da je večina poškodb, cirka 2/3, se zgodi izven delovnega mesta. In smo videli zelo prijetno presenečeni prakse usposabljanja ljudi tudi, kako uporabljati različna domača orodja izven delovnega mesta, zato da bodo potem hodili tudi zdravi v službo, kar seveda delodajalcem znižuje stroške, potem pa seveda kot delavcem pa dviguje kvaliteto zdravja in njihovega življenja. Za učinkovito obvladovanje mišično-kostnih bolezni je potreben celovitni pristop, ki vključuje ergonomske ukrepe, organizacijske in psihosocialne ukrepe ter sistematično ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih. Specialist medicine dela je tisti strokovnjak, ki od vseh zunanjih sodelavcev enega podjetja pravzaprav najboljše pozna tako zahteve in obremenitve na delovnem mestu, kot tudi zdravstveno stanje zaposlenih in tudi celotno klimo v nekem delovnem okolju. Prav zato mislim, da bi delodajalci morali v specialistu medicine dela prepoznati partnerja, ki jim pomaga pri ohranjanju zdravja zaposlenih. Če gremo na področje mišično-kostnih bolezni, se sodelovanje lahko začne z ocenjevanjem, z analizo zdravstvenega stanja zaposlenih in analizo ergonomsko analizo tipičnih delovnih mest, potem se nadaljuje z ergonomsko prilagoditvijo delovnega mesta, z prilagajanjem delovnega mesta delavcev z omejitvami, z hitrim vračanjem delavca z bolniškega dopusta, tudi za poklicno rehabilitacijo. In na koncu se lahko zaključi tudi s tem, da se izvajajo različne delavnice in tudi neposredno na samem delovnem mestu. Mislim, da je prednost medicinca dela v tem, ker lahko deluje in v ambulanti, torej zunaj, in deluje na samem delovnem mestu in ima pristop 1:1, kjer se delavci upajo povedati kaj več in prav zaradi tega mogoče imamo neke podatke, katere nobeni drugi zunanji sodelavec nima. Seveda pod pogojem in prvo in osnovno, da pri tem imamo poklicno skrivnost in da te podatke ne izkoriščamo oziroma samo toliko jih uporabimo, koliko je to v dobrobit zaposlenih in v končni fazi tudi potem delodajalca. Žal smo v okviru projekta ugotovili, tako kot je bilo za pričakovati, da je pravzaprav bolezen oziroma neko zdravstveno stanje glavni vzrok oziroma motivator za to, da ljudje postanejo bolj redno telesno dejavni. In tako je tudi glede mišično-skeletnih obolenj in tudi pri starejši populaciji, pa ne samo starejši populaciji. Motivatorji za redne gibalne navade so različni, ampak običajno je res bolezen tista prelomnica, ki ljudi na nek način prisili celo k redni telesni dejavnosti. Zdaj pa obstajajo trije glavni predpogoji za izvajanje zdrave in kvalitetne vadbe in to so
pravilna oziroma optimalna telesna drža, zato je potrebno ljudi naučiti, kako je treba pravilno izvajati vaje v pravilni telesni drži. Potem dihalni vzorec je zelo pomemben pri izvajanju telesnih vaj in tudi z vidika mišično-skeletnih obolenj, da ljudje znajo zavarovati svojo hrbtenico pri vsakodnevnem delu, pri izvajanju rednih vaj tako, da znajo najprej pravilno aktivirati mišice notranje enote. To so 4 mišične skupine, in sicer globoka trebušna mišica, globoka hrbtna mišica, mišica medeničnega dna in tudi dihalna mišica trebušna prepona. Ko enkrat ljudi to naučiš, potem lahko varno telovadijo, kot tudi varno izvajajo vsakodnevne delovne obremenitve, tudi težko fizično delo, brez večjih posledic za mišično-skeletna obolenja. Ampak ljudje običajno tega ne znajo in zaradi tega je potrebna strokovna pomoč, bodisi fizioterapeuta, bodisi kineziologa, ki smo strokovno usposobljeni za to, da ljudi naučimo vseh teh osnov za varno in zdravo vadbo. Pri preprečevanju mišično-kostnih obolenj so podjetjem na voljo tudi orodja za prepoznavanje in vrednotenje ergonomskega tveganja in oblikovanje ukrepov za zmanjšanje obolenj ter poškodb pri delu. Gre za en pristop ali pa metodologijo za iskanje ergonomskih tveganj in pa malo usmerjanje k iskanju rešitev za ta tveganja. Namenjen je pa čim širšemu krogu, torej ljudi, ni omejen z nekim specifičnim znanjem, torej čim več ljudi jih uporablja, tem boljše. V zadnjem letu oziroma 2 smo torej tudi to metodologijo uporabili v številnih podjetjih in odzivi ali pa učinki so zelo pozitivni. Promocija zdravja na delovnem mestu je trajen proces, v katerem morajo sodelovati delodajalci in delavci. Združuje ugodno delovno okolje, skrb za telesno in duševno zdravje delavca ter zdrav način življenja nasploh. Dobro počutje zaposlenih namreč ugodno vpliva na storilnost in motiviranost za delo in posledično tudi na boljše rezultate podjetja. Mi smo v letošnjem letu pristopili k tem izdelavi programa za promocijo zdravja na delovnem mestu, kjer smo tudi uvedli usposabljanje zaposlenih v prvi fazi, kasneje smo uvedli tudi omizja, kotičke za promocijo zdravja na delovnem mestu, kot zadnje pa smo uvedli tudi razgibavanje oziroma predhodno ogrevanje zaposlenih na delovnem mestu pred začetkom dela. Torej vedeti moramo, da smo za promocijo zdravja na delovnem mestu pravzaprav še na začetku. Zato je seveda potrebno delavce osveščati na raznih seminarjih, srečanjih in podobnih zadevah, da pravzaprav nekako to promocijo zdravja na delovnem mestu počasi osvojijo in jo vzamejo kot pravzaprav nujen del delovnega procesa, pa tudi ohranjanja zdravja na daljši rok. Upam, da bo odmev teh akcij dobil še več posluha v slovenskem gospodarskem in poslovnem svetu in predvsem, da bomo nadaljevali z pozitivnimi izkušnjami.